V derbiju druge slovenske nogometne lige sta se v Vas Klasiku pomerili ekipi Doba in Radomelj. V 11. minuti srečanja so precej bolje začeli gostujoči nogometaši, potem ko je Cerar prodrl po desni strani, podal na levo stran, kjer je bil najučinkovitejši in najbolj spreten Dušan Stojiljković, ter tako nogometaše Radomelj, ki so v prvem polčasu nasploh prevladovali, povedel vodstvo z 0:1. Radomlje, ki jim v zadnjem času nikakor ne gre, a se borijo za prvo mesto in neposredno uvrstitev v prvo ligo, so v prvem polčasu prevladovale. Videli ste dva prosta strela, v prvem se je izkazal mladi vratar Pele, ob drugem pa je Barukčić žogo poslal mimo leve vratnice domačega vratarja. Nova priložnost je sledila v 42. minuti srečanja, ko je Liridon Osmanaj poizkušal iz neposredne bližine, a se ni išlo. Naslednjo akcijo je takole začel Lidjan, podal v kazenski prostor proti Osmanaju, ki pa ni uspel priti do žoge. Nova kombinacija pa nato v zadnjih sekundah in izdihljajih prvega polčasa. Takole je začel Osmanaj, na koncu Stojiljković podal do Princa, a se je izkazal vratar Pele in ostalo je pri rezultatu v prvem polčasu 0:1. V drugem delu pa so bili Dobljani precej boljši tekmec. Videli ste že eno kombinacijo, prosti strel Račića, nato poizkus Jerneja Leskovarja, a prvič in drugič se je vratar Ivačić izkazal in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, kar pa mu ni uspelo v 52. minuti srečanja, ko je Klemen Kunstelj prodiral in na koncu zadev za izenačenje na 1:1. Takole še enkrat kombinacija Klemena Kunstla, strel z roba kazenskega prostora in izenačenje na Vas Klasiku. Še naprej so Dobljani prevladovali in si pripravili nekaj priložnosti, tole je bilo lahko delo za vratarja Ivačića, ki pa je bil premagan v naslednji akciji, po podaji Klemena Kunstla je žoga zletela mimo njegovih vrat. So se pa spet izkazali nogometaši Radomelj. Takole je mladi Cerar prišel do žoge v kazenskem prostoru in z odličnim strelom pod prečko Radomlje povedel v novo vodstvo z rezultatom 1:2. V nadaljevanju so spet prevladovali nogometaši Radomelj, imeli 100% priložnost za zvišanje rezultata na 3:1. Cerar je takole nesebično podal na drugo vratnico, kjer pa je nemogoče zgrešil Lidjan in ostalo je pri zadetku prednosti gostujočih nogometašev. Na drugi strani nova kombinacija in strel z roba kazenskega prostora Račića, ki je zatresel okvir vrat, v nadaljevanju še en poizkusa je žoga zletela preko vrat, ko je poizkusil Rokant. To so bile minute, ko so imeli Radomljani priložnost, da dokončno odločijo zmagovalca. Dušan Stojiljković, sicer strelec prvega zadetka, je takole zatresel vratnico, Cerar je prišel do žoge, a se je izkazal mladi vratar Pele. In za vse zapravljene priložnosti je sledila kazen. V 73. minuti srečanja so zadeli okvir vrata, nato pa se reševali, a jim ni uspelo. Odlična kombinacija podaja Lundra v kazenski prostor, prava mesto pa na koncu sicer vratar Ivačić, a prekršek gostujočega kapetana Barukčića, neposredni rdeči karton in 11-metrovka za Dob. Zanesljivi eksekutor z bele točke je bil Klemen Kunstelj s svojim drugim zadetkom in vse se je začelo znova. 12 minut pred koncem Vas Klasika. Radomlje so bile z igralcem manj spet na pragu tega, da ne iztržijo vseh 3 točk. Novo, lepo priložnost so imeli Dobljani, da pripravijo popoln preobrat, a je Leskovar z glavo v 86. minuti srečanja zadel prečko, na koncu pa se je sreča v sodnikovem podaljšku nasmehnila gostujočim nogometašem. Tole je zadetek za zmago Radomelj in za potrditev prvega mesta na lestvici. Junak Radomelj pa je bil z zadetkom v 90. minuti srečanja Žan Kumar. Radomlje so se s to zmago utrdile na prvem mestu in premagale sosede Dob. Končni rezultat srečanja v športnem parku v Dobu pa Radomlje so slavile zmago proti domačemu Dobu s 3:2.